tradicionalno pustno rajanje po Medvoško, po reševalnem vozilu še ekipa prve pomoči, na polovici obnove po poplavah, izzivi turistične društvene organizacije, razstava o izumitelju Janezu Puharju, na klepetu z znanimi Slovenci, na pravljičnih uricah v knjižnici Medvode. Dober večer in lepo pozdravljeni. Danes se začenja uradna volilna kampanja za državnozborske volitve, ki bodo 22. marca. Kampanja pa se bo 20. marca zaključila z volilnim molkom. Stranke in liste, ki se bodo potegovale za sedeže v parlamentu, morajo kandidatne liste vložiti najpozneje danes do opolnoči. Spomnimo, pred 4 leti se je za poslanski stolček v 3. volilni enoti v 11. volilnem okraju Ljubljana Šiška 4, ki obsega občino Medvode, Vodice in del mestne občine Ljubljana, potegovalo tudi 7 občanov oziroma občank Medvod. Tokrat kaže, da bo ta številka nižja. Za vse ljubitelje pustnega razpoloženja je bilo v minulem tednu tudi v občini Medvode dobro poskrbljeno. Naša ekipa se je 3-krat odpravila na teren, v soboto v Moše in 2 dni zapored v športno dvorano Medvode. Najprej v soboto zvečer na napovedano največje pustovanje na Gorenjskem za odrasle in nato še na tradicionalno nedeljsko otroško pustno rajanje. V Mošah so tudi letos pripravili tradicionalno sobotno pustovanje, ki je znova združilo vse generacije. Ob 13. uri in 13 minut se je vaški prostor napolnil z glasbo, pisanimi šemami ter značilnim pustnim vrvežem, ki je že dolgo zaščitni znak tega sproščenega družinskega dogodka. Ja, organizacija je potekala v bistvu zdaj že zelo usklajeno, koliko že par let zdaj tole delamo. Smo že kar se naučili te stvari voditi. Predvsem uvesti mladinsko sekcijo, da prevzame take organizacije, tako da boste mogli pa še njih malo vprašati, kako iz njihovega vidika to izgleda. In kaj vse ste pripravili danes za obiskovalce? Ja, nekako en tak naš stalen recept oziroma preverjen recept. Malo smo naše gospodinje spet pobarali, če bi kaj spekle, kakšne domače pustne dobrote in so se seveda z veseljem odzvale, tako da imamo ful enih krofov, flancatov in temu primernih pustnih dobrot. Zraven smo povabili še par vaških oziroma domačih umetnikov, tako da imamo še malo plesne zabave, malo kulinarične oziroma čokoladne delavnice in tako, da je za vse malo poskrbljeno. Še en tak fotokotiček, ki je lih Valentinovo, da smo še 2 muhi na en mah v bistvu. Praznično rajanje je potekalo pod okriljem TD Dragočajna Moše, obiskovalce pa so pričakale številne pustne dobrote. Otroci in starši so uživali v vožnji s pustnim vozom, se ustavljali ob fotokotičku in občudovali domiselne maske, ki so se potegovale za nagrade. Jaz predstavljam kipa, bokserja, pa ne vem, kako sem to gledal, sem na telefonu ene slike, pa sem videl to in sem se odločil, da bom letos . In kako je potekala izdelava tega kostuma, ti je kdo pomagal? Ja, mami mi je ful pomagala, najprej smo imeli samo še en dan za izdelavo, smo včeraj še do konca une final touches naredili in pa, ja, pa je pa dobro na koncu potekal. Kdo je dal idejo za tele pustne kostume danes? Sama sem si dala. Kaj pa si? Stara babica. Jaz sem se spomnila, da bi bila kavbojka in sem rekla mami, in sem šla pol z očijem po kostum. In imate rada maškarado, maškare, kako vam je danes tukaj? Dober. Meni tudi dober. A ste šli kaj po hišah za pusta hrusta, ste kakšne sladkarije izprosili? Sva ful sladkari dobila. Sva šli skupaj. A potem kaj zapojete, zaplešate, samo pozvonite in stojite? Pozvoniva pa vprašava, če imajo kaj za pusta hrusta. In odprejo, ljudje so prijazni? Ja. Kaj danes predstavljaš za pusta? Specialca. Kje si dobil idejo? Sam sem. Kakšne vse rekvizite ima specialca? Puško, lisice, palco pa pištolo. Kako ti je pa všeč tale pustna sobota tukaj? Kaj ti je najbolj všeč? Zajesti. Kaj pa kakšne maske ti je kakšna še posebej padla v oči, te kakšna zanimiva? Robota. Jaz predstavljam dedka, idejo za masko sem pa dobil od staršev. In kako si se lotil potem izdelave kostuma? V bistvu sem samo urejene cunje poiskal pa se oblekel.
Vsaka maska letos dobi srečko in vsaka srečka je dobitna, tako da to gre res v zahvalo našim sponzorjem. No. Potem imamo seveda nagrado za najboljšo masko, ne, se pravi, izžrebali bomo 4 maske. Potem imamo fotokotiček, ker je lih Valentinovo, ne, tako da pač to mora biti za vse zaljubljence. Potem imamo sladkorno peno, klasika, kokice, tako no, vse. In opažate, da je zanimanje, so inovativne maske, se ljudje pripravijo na tale vaš dogodek? Ja, se mi zdi, da vsako leto več, sploh opazam pri odraslih, no, da se vsako leto bolj potrudijo. Ker se mi zdi, da včasih je bilo tako, da so pač vseeno samo pripeljali otroke, oni se niso toliko našemali, zdaj letos je pa res, mislim, že kar razlika. V primerjavi s prvim letom, ko smo imeli, no, večina se jih že kar obleče. No. Veselo pustno dogajanje je finančno podprla tudi občina Medvode, ki s takšnimi prireditvami ohranja lokalno tradicijo ter podpira skupnosti v svojem okolju. Smeha, plesa in dobre volje ni manjkalo, pustovanje v Mošah tako ostaja dogodek, ki vsako leto znova poveže vas in okoliške kraje v duhu pustne norčavosti. Pustovanji sta bili torej tudi v športni dvorani v Medvodah. Na sobotnem pustnem rajanju za odrasle so za zabavo poskrbeli medvoško obarvana skupina Kalipso, Vili Resnik in Mladi Gamsi. Za preganjanje zime pa tudi skupina Kurentov. Otroci pa so se na pustovanju zbrali v nedeljo popoldan. Ogledali so si zabavno predstavo Jež Milan in Jutranja tečnoba ter uživali v glasbi Dejana Dogaja banda. Poleg ostalega, tradicionalnega, seveda. Pustni čas je za nami, upajoč, da so pustne maske in šeme počasi odgnale zimo tudi v Medvodah. Minuli konec tedna je v znamenju pustnih šem vladalo pravo veselo razpoloženje. Medvoške maškare so namreč v športni dvorani Medvode rajale kar 2 dni. V soboto so dogajanje zavzele starejše skupine, v nedeljo pa se je zabava preselila k najmlajšim. Največje pustovanje na Gorenjskem, novo ime, tako da včeraj smo se zabavali tukaj z 3 ansambli, Mladi Gamsi, Kalipso in pa Vili Resnik. Bilo je zelo pestro. Udeležili se je približno 1100 obiskovalcev, tako da smo imeli kar polno dvorano. Danes pa seveda tradicionalno otroško pustno rajanje. Vidimo tudi prizor v živo, tako da se lepo polnijo in pričakujem približno isto udeležbo. Organizatorji so poskrbeli za vse, kar spada k pravemu pustovanju. Od glasbe in bogate kulinarične ponudbe do osvežitve in drugih radosti, ki pripomorejo k živahnem rajanju. Izvirne maske so se potegovale za nagrade, prav vsi obiskovalci pa so prejeli nepogrešljive pustne krofe, ki vsako leto dodajo piko na i praznovanju. Tele naše mlajše maškarce čakajo napihljiva igrala, morski pes, potem je poslikava obraza, slikanje, neke zviralnice. Skratka, zelo pestro, imajo na voljo pijačo, zdaj bodo dobili krofe, bomo podelili 400 krofov med otroke, sladkorna pena, baloni, ni da ni. Pa šolske počitnice, ki vplivajo na obisk? Ja, mislim, da ja. Nekako tako sem raven par minut nazaj, sem tako gledal, sem rekel, mogoče se pa res počitnice poznajo, tako da vreme je tudi lepo, mogoče so šli kam drugam, ampak se ne bojimo za udeležbo, je kar lepo napolnjena dvorana. Kaj pa kaj izvirnost mask, čakajo tudi kakšne nagrade najboljše? Ja, danes bodo podeljene 3 nagrade, včeraj so bile 2, tako da komisija je že spremlja pod budnim očesom, tako da mislim, da nekje okrog 5 pa 6 se bo podelile nagrade. Kaj danes predstavljata in od kje ideja za takole masko? Ja, Vikinga. Mi smo to idejo dobili na Pinterestu ali pa na socialnih omrežjih. In kako je potekala izdelava? Ja, večinoma smo kupali, ampak tako, dobro je bilo. Ja, nekaj smo tudi iz naravnih materialov naredili, ampak večino smo kupali. Tam imam palco, zdaj ne vem, kje je. Pa ste se kaj pozanimali v Vikingih, kdo so bili? Ja, neki so ropali, ne vem, na ladjah so bili. Kaj danes predstavljate in kako ste prišli na tole idejo? Mi smo muhe. Kdo je dal idejo, da boste družina muhe? Mami. In kako ste izdelovali tole? Ste vsi sodelovali, je mami izdelala? Bolj mami pa ati. Kako pa vam je všeč tukaj v Medvodah? V redu. Kaj najlepše? Meni se ti Dejan Dogaja. A pa ste že videli kakšno zanimivo masko? Ja.
Mene sta zelenega, ki so glavna. Ja, tudi jaz sem ga videla. A sta kakšen krov že pojedli? Ja, Kaj danes predstavljaš in kdo ti je izdelal tako? oblak pa jaz pa mami. Koliko časa vam je vzelo? 2 dni. Kako pa ti je všeč danes tukaj v Medvodah? Dobar. Ja, da smo krofe dobili. Je to doma narejeno, je kupljeno? Doma sem ga naredila. Res, daj mi povej, koliko časa je to vzelo in kdo ti je pomagal. Sama sem ga naredila, 2 meseca je trajalo. Kje pa si dobila idejo? Pač na YouTubu sem malo gledala, kjer kostum bi imela, pa sem pa pač našla. Nedelja je torej minila v znamenju najmlajših. Medvoško športno dvorano so preplavile otroške maškare skupaj s starši in se prepustile bogatemu programu. Pestro pustno dogajanje je tako tudi letos dokazalo, da znajo v Medvodah poskrbeti za pravo pustno vzdušje za vse generacije. Majhen korak za človeštvo, velik za občino, so besede, s katerimi je župan Nejc Smole pospremil novo pridobitev. Civilna zaščita Medvode je v sodelovanju z zdravstvenim domom Medvode jeseni objavila javni poziv občanom z vabilom k sodelovanju v enoti prvih posredovalcev. Odziv je bil odličen, tako da je bilo v zimskih mesecih že izvedeno usposabljanje prvih 66 prostovoljcev izmed več kot 80, ki so se odzvali in svoje znanje ter čas ponudili v pomoč soobčankom in soobčanom v primeru nujnih življenjsko ogrožajočih stanj. Prejšnji petek pa je bil že podpisan dogovor o aktiviranju prvih posredovalcev s predstavnikoma 2 lokalno pristojnih služb nujne medicinske pomoči. Župan občine Medvode Nejc Smole je v petek 13. februarja torej podpisal dogovor o aktiviranju prvih posredovalcev na zahtevo dispečerske službe zdravstva ali službe nujne medicinske pomoči. V imenu reševalne postaje UKC Ljubljana ga je podpisal njen vodja Martin Čeh, v imenu službe za nujno medicinsko pomoč zdravstvenega doma Ljubljana pa namestnik predstojnice Milan Žnidaršič. Ti 2 organizacije namreč na območju občine Medvode izvajata lokalno pristojno službo nujne medicinske pomoči. Kot je dejal Smole o podpisu, gre za nadgradnjo pilotnega projekta zagotavljanja stalne prisotnosti reševalnega vozila z ekipo, ki smo ga v občini Medvode pričeli v začetku meseca februarja. Mi smo del predljubljanskega prostora, ki ima seveda svoje pluse, ampak ima pa tudi svoje minuse, tudi kadar govorimo o odzivnih časih in podobno. Tako da je res pomembno, da znamo odreagirati tudi sami, da znamo tudi sami mogoče pomagati takrat, kadar res štejejo sekunde. Tokratni dogovor je zanj pomemben iz 2 vidikov. Ne le zato, ker se bodo odzivni časi s prvimi posredovalci še skrajšali, ampak ker je bilo toliko občanov pripravljeno prevzeti del odgovornosti in del svojega časa in znanja nameniti sočloveku, ko to najbolj potrebuje. Zakaj? Zato, ker se mi zdi, da živimo v času, ki je izrazito usmerjen v posameznika, ki je izrazito individualiziran in da je v Medvodah v tako kratkem roku več kot 80 ljudi pristopilo, se jih že več kot 60 tudi izobrazilo, kot prvih posredovalcev, se mi zdi en lep znak, da je pri nas skupnost živa. In še njegovo pričakovanje, da se bo ekipa prvih posredovalcev v prihodnjih letih še povečala. Pričakujem vprašanje, če sem član, nisem še. Imam pa namen zagotovo biti, čeprav verjamem, da ne bom pretirano pomoč, ker nisem med tistimi, ki se znajo odzivati v teh primerih in toliko bolj občudujem vse tiste, ki to zmorejo, ampak vseeno se mi zdi, da to je ena taka čisto človeška dolžnost, ki jo imamo vsi. Ob tej priložnosti se je zahvalil tudi štabu civilne zaščite občine Medvode in vodstvu zdravstvenega doma Medvode, da se sistem prvih posredovalcev razvija v pravo smer. Razvija se v smer, kjer delamo skupnost sočutno, kjer delamo skupnost občutljivo drug za drugega in to je, kot sem rekel prej, v današnjih časih po mojem najbolj pomembno. Namen vzpostavitve ekipe prvih posredovalcev je še dodatno skrajšati čas do prihoda prve nujne pomoči ob nadaljnjih življenjsko ogrožajočih zdravstvenih stanjih na območju celotne občine. Že sicer dobro sodelovanje z zdravstvenim domom Medvode in direktorjem magistrom Rajkom Vajdom je izpostavil tudi namestnik predstojnice službe za nujno medicinsko pomoč zdravstvenega doma Ljubljana Milan Žnidaršič. Mi smo daleč iz Ljubljane,
ne, preden pridemo sem, so tiste dragocene minute lahko že zamujene. Zato pozdravljamo in podpiramo ta projekt, ki ste ga uvedli in se veselimo sodelovanja. Da si štejejo čas, da so bili nagovorjeni k sodelovanju, da torej sodelujejo v še eni zgodbi, ki jo podpirajo in ki ne bi postala zgled še ostalim občinam in skupnostim, kjer še ni vzpostavljenega sistema prvih posredovalcev, je dejal tudi vodja reševalne postaje UKC Ljubljana Martin Čeh. Če želimo izboljšati mi preživetje občanov občine Medvode, seveda v teh hudih življenjskih stiskah, kot so recimo potreba po oživljanju, hude poškodbe, hude krvavitve, zastoj dihanja in tako naprej. Teh, bom rekel, stanje kar nekaj, ki bi jih lahko naštel. Potem je absolutno nujno potrebno vzpostaviti tudi sistem prvih posredovalcev, kar pravzaprav zdaj občina Medvode in pa civilna zaščita s pomočjo zdravstvenega doma tudi počne. Hkrati še vedno velja povabilo vsem polnoletnim občanom in občankam. Ni potrebno kakšno posebno predhodno znanje, da pristopijo v ekipo prvih posredovalcev. Bi izzval župana Medvod, gospoda Smoleta, ki je prej povedal, da on ne sodi med tiste ljudi, ki bi si upali ali znali pomagati. Zdaj rekel, da bomo to vzeli kot izziv in se bomo potrudili vsi skupaj, da ga usposobimo in da bo v naslednjem letu ali pa v naslednjem nagovoru lahko ponosno rekel, da je tudi on član prvih posredovalcev, ki so izjemno pomembni v vsaki skupnosti, ne samo v skupnosti občine Medvode. Za občanke in občane pomoč prvih posredovalcev torej pomeni še hitrejše nudenje prve pomoči, saj bodo ti na kraju dogodka morda še prej kot reševalno vozilo. Prvi posredovalci so namreč njihovi sosedje, sodelavci. Zdaj od teh 66, ki so usposobljeni, govorimo o 2/3 gasilcev, potem je pa še nekje 10 zdravstvenih delavcev in pa preostanek so laiki oziroma občani in zaposleni, ki pač imajo interes pomagati in se usposobiti za pomoč na tem področju. Vi ste prvi posredovalec, zakaj? Zato, ker vem, da če bo en od mojih bližnjih rabil, da sem usposobljen in da zmorem pomagati, hkrati pa pač sem seveda pripravljen tudi pomagati ostalim, ker mi je to ena ključnih vrednot in sem zato tudi pri gasilcih in še kje v podobni vlogi. V zimskih mesecih je bilo že izvedeno usposabljanje prvih 66 prostovoljcev od več kot 80, ki so se že odzvali na povabilo. Tako da je vsak opravil 10-urni tečaj, z opravljenim tem tečajem pa naj bi bil sposoben ustrezno reagirati v teh 4 življenjsko ogrožajočih stanjih, ki smo jih omenili, torej nezavest s srčnim zastojem, hujša krvavitev, zapora s tujkom in pa večja krvavitev. Za občanke in občane Medvod se v primeru življenjsko ogrožajočega stanja ne spreminja nič, saj kontaktna številka še naprej ostaja številka 112. Ko bo zaznana zdravstvena indikacija, prevezana v dispečerski center zdravstva, dispečerski center zdravstva s pomočjo algoritmov, zastavljenih vprašanj opredeli stopnjo resnosti in nujnosti situacije in tam se potem aktivira prvi posredovalec ali pa ustrezna pomoč ustrezne hitrosti, jakosti oziroma pravilnega odziva zdravstva. Zato je za vsa stanja, manjše poškodbe, večje poškodbe, krvavitve, delovne nesreče in najhujše srčni zastoj, nezavesti in tujki, krvavitve, je potrebna vedno nujna aktivacija prek številke 112, ker le na ta način skrajšujemo dostopne čase in je vedno aktivirana pomoč ustrezno. Sporedno s pilotnim projektom reševalnega vozila bo v najkrajšem možnem času poslano reševalno vozilo, hkrati pa bo poslan na zdravniška ekipa nujne medicinske pomoči, ki je zadolžena za našo regijo. Ob tem bojo pa aktivirani prvi posredovalci za ona 4 stanja, tako da imamo 4 ekipe, ki so različno razporejene po regiji oziroma po naši občini, ki bojo nudile pomoč. Kot rečeno, je vzpostavljen sistem prvih posredovalcev, nadgradnja 3-mesečnega pilotnega projekta stalne prisotnosti reševalnega vozila z ekipo pred zdravstvenim domom Medvode. Vsak delovnik med 7 in 18 uro. Kolikokrat je šlo reševalno vozilo zdaj v teh 10 dobrih dnevih? Ker smo mi tam z Petrom malo vključena in v prvi in drugi projekt sva dnevno malo z enim očesom kukala proti parkirišču reševalnega vozila. Najna ocena je, da prej 3 kot 2.
krat dnevno. Tudi 4 smo že imeli. Ja. V ponedeljek smo se odpravili še na praktične vaje ekipe prvih posredovalcev, med drugim tudi na temo uživanja in uporabe defibrilatorjev. To temo torej nadaljujemo v prihodnji oddaji, skupaj z apelom, da lahko prvi posredovalec postanete tudi vi. Ti bodo aktivirani tudi v primeru naravnih nesreč. V prejšnjih 2 informativnih oddajah smo že poročali o odprtju poplavno sanirane občinske stavbe in o delovanju ter storitvah, ki jih lahko ponovno opravimo v Krajevnem uradu Medvode. O siceršnjem poteku poplavne obnove smo ob tej priložnosti spregovorili z Boštjanom Šeficem, državnim sekretarjem za koordinacijo ukrepov in aktivnosti za obnovo po poplavah. V vseh popoplavnih projektih, tako kot je to tokratna obnova obeh občinskih stavb, so vgrajeni tudi ukrepi, ki dolgoročno povečujejo odpornost objekta. To pomeni, da so bolj varni, bolj stabilni, sprejeti so ukrepi, kot so zagatnice in seveda tudi drugi, da tudi v primeru poplavljanja, da bojo, bolj varni. In to je eden od pomembnih ciljev, se pravi tudi povečati odpornost. Delati za naprej, računajoč, da bojo te ekstremi tudi v prihodnosti in da bomo seveda bolj varni in ponavljam tudi imeli manj škode. Objekt na cesti komandanta Staneta 12 je bil že sicer energetsko in potresno neskladen z današnjimi standardi, prav tako ni zagotavljal univerzalne dostopnosti invalidom. Objekt se je delno rekonstruiral, kar obsega celotno prenovo prostorov v pritličju, delno energetsko sanacijo fasadnega ovoja na ravni pritličja ter vgradnjo dvigala, ki povezuje vse etaže od pritličja do mansarde in omogoča dostopnost vsem obiskovalcem. V objekt se je vgradila tudi zaščita pred morebitnimi ponovnimi poplavami. Ker gre v osnovi za skoraj 100 let star objekt, se je zamenjala tudi elektroinštalacija ter uredil prezračevalni in klimatski sistem. Objekt na cesti komandanta Staneta 14, ki že sicer ni bil v najboljšem stanju, pa se je v celoti rekonstruiral in energetsko saniral. Da bi zagotovili večjo funkcionalnost obeh objektov, so ju povezali s pritličnim objektom z ravno streho. Sanacija pomeni odpravljanje posledic, ki so nastale z neko naravno nesrečo, ob tem, da, kot sem že omenil, povečujemo odpornost, izboljšujemo varnost, materiali so boljši, kot vidite, tudi v tem objektu bolje organiziran prostor in tako naprej. Seveda za investicije so pa nekaj drugega. In seveda v posameznih primerih so šle tudi občine v to, da je država sfinancirala obnovo, občine pa investirale nekaj več za to, da so nadgradile. Skratka, tukaj iščemo vedno neko skupni jezik oziroma optimalne rešitve. Ampak mislim, da vsi te projekti imajo tudi to razvojno komponento, nekateri na enem področju, nekateri na drugem, tako da seveda gre tako za obnovo, kot tudi na nek način razvoj. V občini Medvode je sicer zaključenih preko 40 projektov popoplavne obnove, ostale pa so še tiste večje. Po ocenah do konca leta 2027 vredne še nadaljnjih 20 milijonov evrov. Občina Medvode se torej pridružuje oceni Boštjana Šefica, državnega sekretarja na Ministrstvu za naravne vire in prostor, da je po 2 letih in pol po lokalnih skupnostih narejeno več kot polovica projektov popoplavne obnove. Jaz sem prepričan, da bojo, celotna sanacija, če bomo delali s tem tempom naprej in verjamem, da bomo, da bo končana v predvidenem roku, se pravi do konca leta 2028. Kot je na slavnostnem odprtju 2 obnovljenih oziroma rekonstruiranih občinskih stavb, ki sta po novem torej povezani v eno, dejal Ned Smole, župan občine Medvode, je ministrstvo s svojimi inštitucijami dober sogovornik. Moja prva izjava na tej funkciji je bila, da bomo uspešni, če bomo delali skupaj. In veseli me, da so praktično vsi posvojili to, da delamo skupaj, da razrešujemo izzive, tudi probleme, ki so včasih administrativni, včasih tehnični, treba je pospešiti kakšne postopke, poiskati skupni jezik, skupno rešitev, ampak kot rečeno, ker delamo skupaj, so tudi rezultati in to je bistveno.
Kot pojasnjuje šefic, se je v 2 letih poskrbelo predvsem za pretočnost strug vodotokov. Zdaj se izvajajo sanacije, odpravljajo tiste poškodbe, ki jih je ta naravna nesreča povzročila. Bistveni del pa šele pravzaprav prihaja, to so večje investicije, ne samo v vodotoke neposredno, ampak tudi v zadrževalnike, nasipe in druge, objekte, ki bodo dodatno povečali odpornost tega okolja na morebitne prihodnje, te ekstremne dogodke, ki bodo, to moramo se tega zavedati, in zato, da bojo ta tveganja za nastanek škode in predvsem tveganja za ogrožanje življenja bistveno manjši. In to je naš cilj in verjamem, da, kot rečeno, v naslednjih letih bomo to dosegli, s tem, da seveda investicije v vodotoke pa bodo seveda potekale še po letu 2028, ker gre za tako obsežne zadeve. Dela intenzivneje potekajo na Brvi v Vikrčah oziroma Mednem, čeprav odprtja tudi zaradi novih zapletov na ljubljanski strani ne gre pričakovati še prav kmalu. Popoplavna sanacija se intenzivno izvaja tudi na Bergantovi cesti v Preski proti Studenčicam. Večji zalogaj je tudi sanacija plazu na Osovniku, še letos pa naj bi se začelo tudi z deli na največjem projektu na mostu v Goričanah. Regionalna razvojna agencija Ljubljanska urbana regija je kot vodilni partner lokalne akcijske skupine Las za mesto in vas že 21. januarja objavila drugi javni poziv za izbor projektov za uresničevanje ciljev in ukrepov strategije lokalnega razvoja do leta 2027. Z namenom podrobnejše predstavitve javnega poziva, lažjega izpolnjevanja razpisne dokumentacije in priprave vlog je v začetku tega meseca potekala delavnica v Medvodah, v torek 24. februarja pa bo še v knjižnici Domžale. Javni poziv je odprt do vključno 16. marca in zajema sredstva iz 2 skladov. 260 tisoč evrov iz Evropskega sklada za razvoj podeželja in 215 tisoč evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Las za mesto in vas. Za nami je turistični sejem Alpe Adria, na katerem se je predstavila tudi naša občina, ponovno na tradicionalni način, ki vključuje tako javni zavod Sotočje in Turistična zveza Medvode, ki so jo vsakodnevno predstavljali predstavniki drugega turističnega društva. In če so na sejmu predstavljali predvsem lepšo plat turizma, pa se tudi v Medvodah spopadamo z izzivi, ki pestijo tako turistično društveno organizacijo, kot tudi probleme, ki se tičejo prebivalcev turistično bolj obiskanih krajev. Na sejmu so tudi letos ponudbo naše občine predstavljali predstavniki vseh turističnih društev o pomoči javnega zavoda Sotočje in mladih prostovoljcev Evropske solidarnostne enote, ki delujejo v Medvodah. Sejem pa služi tudi kot napoved celoletnih dejavnosti v občini Medvode. Smo naredili tudi letak za celo leto in na tem letaku imamo vse te glavne prireditve, ki se v Medvodah dogajajo, tako v organizaciji turističnih društev, kot tudi javnega zavoda Sotočje. Ker tukaj na tem sejmu stopimo skupaj in pripravimo vse letake, ki so za celo leto in dogajanje, da prikažemo, kaj se bo dogajalo v Medvodah. Je pa prisotnost na sejmu zanimiva tudi za predstavnike društev, saj na sejmu ne gre samo za delo na stojnici. Predvsem v druženju, v pregledu tudi, kaj pravzaprav se na sejmu dogaja, kaj vse ponujajo neka društva, druga društva, dobiš ideje, dobiš nove znance, prijatelje, povabiš jih lahko na naše prireditve, to nam je v velik ponos, zlasti letos, ko je celotna tematika namenjena 500-letnici Cerkve Svete Marjete in tudi vse naše prireditve so v tej smeri. Imamo tudi kar nekaj tukaj že povabil tudi na naše prireditve. Mislim, da je zanimivo, čeprav je to zadeva na videz stara, gajbice, nekdo se pritožuje, pa vendar to so enostavne stvari, ki z društvom kot prostovoljstvom pravzaprav pripadajo, ker nimamo ne participacije, nimamo vsega in mislim, da je to najbolj naravno, kar lahko tukaj prikažemo. Četudi je letos na naši stojnici sodelovalo kar nekaj mladih, pa se društva zadnja leta spopadajo z velikimi izzivi, kako pomladiti članstvo. Mislim, da je to rak rana vseh društev.
naj si gre za pevska društva, naj si gre za turistična društva, naj si gre za katerakoli društva, kjerkoli je delo prostovoljsko. Danes mladina je obremenjena z drugimi zadevami, kot pa udejstvovanje v nekih društvih. Danes je še vedno mobitel tisti, kjer dobijo vse informacije, časovno so obremenjeni drugače, tudi ko smo bili mladi. In resnično je zelo, zelo težko najti motiv, da se privabi mlade. Tudi v našem turističnem društvu smo poskušali že marsikaj, od organizacije piknikov za družine do, največ se jih pravzaprav mladih udeleži čistilne akcije, ampak to so le dogodki, dnevni dogodki, delovanje v turističnih društvih, nove ideje, nova energija, žal tega ni. S problematiko pomlajevanja članstva turističnih društev je dobro seznanjena tudi direktorica Direktorata za turizem, saj je pred nastopom funkcije na ministrstvu pridobivala izkušnje tudi z vodenjem lokalne turistične organizacije, kar ji omogoča neposredno razumevanje delovanja društev. S tem nimajo težave samo turistična društva, ampak vsa društva. Zaradi tega, ker pravzaprav mlade generacije so morda nekoliko izgubile stik s to obliko družabnega življenja v neki lokalni skupnosti. Ampak jaz mislim, da je tukaj samo potrebno najti načine in vzvode, kako tudi mlade pritegniti in da se bodo tudi mladi začeli vključevati v vse to, kar društva počno v prid lokalnih skupnosti. Morda se zdi, da je čas prostovoljstva mimo, a v resnici je prav pripadnost lokalnemu društvu tisto, kar v odtujenem svetu ponuja pristen stik in smisel. Zato je potrebno vložiti še več energije v to, da se izkušnje starejših povežejo z digitalno spretnostjo in svežino mladih, ter tako v turističnih društvih ne bodo le ohranili tradicije, ampak ustvarjali sodoben, trajnosten turizem z dušo. V prihodnjih oddajah pa tudi o tem, kako turizem ne prinaša le pozitivnih stvari, temveč preveliko število obiskovalcev lahko za kraj pomeni obremenitev, pa tudi o tem, da nekateri nekulturni obiskovalci uničujejo tako sprehajalne poti, kot tudi nove usmerjevalno-informativne kažopote, ki so jih po Polhograjskih Dolomitih postavili v okviru participativnega proračuna. Že prejšnjo soboto, 7. februarja, je župnija Smlednik v cerkvi svetega Urha odprla razstavo o Janezu Puharju, tudi kaplanu v Smledniku in soizumitelju fotografije na steklo. Za mnoga je danes žal že skoraj pozabljen, zato si atelje Puhart in fotografsko društvo Janeza Puharja prizadevata, da ga Slovenci, pa tudi tujci, ne bi izbrisali iz spomina. Janez Puhar velja za prvega slovenskega fotografa in izumitelja ene izmed metod fotografije na steklo. Z izumom leta 1842 je slovensko inovativnost zapisal na svetovni zemljevid razvoja fotografske umetnosti. Več pa Petra Puhar-Kejžar. V Kranju nas je kar nekaj, ki smo navdušeni nad dosežki Janeza Puharja, Kranjčana, bil je v Kranju rojen in v Kranju tudi umrl. In smo se že leta 2007 odločili, da združimo moči. To smo eni iz fotografskega društva, ki se po njemu imenuje, pa potem je bila takrat kustosinja Nataša Robežnik v Gorenjskem muzeju, pa Aljaž Primožič, ki ima danes en tak manjši muzej posvečen Janezu Puharju, in takrat smo začeli s promocijo, kjer smo ugotovili, da je bil ta veliki izumitelj in pravzaprav prvi slovenski fotograf preveč pozabljen. Mogoče ga je strokovna javnost poznala, splošna javnost pa vedno manj in manj, in marsikdo, tudi v Kranju, če si ga vprašal, ni več vedel, kdo je ta človek sploh bil. In takrat smo si zadali nalogo, da poskušamo s to promocijo vsaj toliko doseči, da bo vsak Kranjčan videl, kdo je ta človek bil, po možnosti vsak Slovenec tudi. Puharju v čast so pripravili številne razstave in dogodke. Postavili so tudi spletno stran puhar.si. Leta 2014, ob 200-letnici njegovega rojstva, so pripravili niz dogodkov doma in v tujini ter leto poimenovali kar Puharjevo leto. Kdo vse je za vas Janez Puhar bil? Janez Puhar, eno je to, da je to moj daljni sorodnik, tako da vse to, kar počnem, zbiram, raziskujem, proučujem, promoviram,
vse to delam na srčni pogon. On je bil duhovnik tudi v Smledniku, kjer smo danes s predavanjem. Človek, ki je bil v tem poklicu povsem predan in so ga v Farani povsod imeli izjemno radi. Imel je pa celo vrsto talentov, ki jih je poskušal ob tem svojem poklicu pa tudi uresničiti, ne. Ker so ga osrečevali vsi ti talenti, ki jih je nosil v sebi. Talenti do glasbe, do likovne umetnosti, do naravoslovja, do recimo rad je in risal, in slikal, in pesnil, proučeval naravoslovje, fiziko, kemijo, optiko naprej in zaradi pa to umetniško žilico, ki jo je imel, vse te stvari so botrovale temu, da se je očitno potem na samem začetku razvoja fotografije v Parizu tudi sam začel s tem ukvarjati in to na povsem svojevrsten način. Prva fotografska tehnika, dagerotipija, je bila razvita leta 1839 v Parizu. Podlaga je bila posrebrena bakrena plošča, ki so jo izpostavili hlapom joda, nato pa osvetljevali v kameri in razvijali s pomočjo par živega srebra. Prvič v zgodovini je bilo mogoče realistično ujeti podobo človeka, mesta ali dogodka brez risanja. 3 leta kasneje je Janez Puhar razvil pomembno izboljšavo. Fotografijo na steklenih ploščah, imenovano svetlopis. Njegov postopek je omogočal lažjo podlago in mehkejši tonski učinek, predvsem pa podoba ni bila zrcalno obrnjena kot pri dagerotipiji, kar je pomenilo natančnejši prikaz resničnosti. Kljub velikemu dosežku pa ni iskal slave. Ugotavljamo, da je bil preveč skromen, ker ta njegov dosežek je res izjemnega pomena v tem pionirskem času razvoja fotografije. To so čisti začetki, ko je samo na prste lahko naštejemo ljudi, ki so jim uspevali taki ali drugačni fotografski postopki na samem začetku, ne? In en izmed teh je Janez Puhar, ki povsem samostojno v eni vasi, ne? Na robu Avstrijskega cesarstva izumi povsem svojo fotografijo na steklo. Ampak kako pa pride do priznanja, je bilo pa težko, ne? In je zamujal. Žal je zamujal s temi priznanji, verjetno je bilo težko ali je bil tudi preskromen. Zdaj, to so domneve, ampak najbrž vsaka od teh pomalem drži. Ni bilo lahko priti, ne vem, iz Ljubnega na Gorenjskem s to novico v Pariz. Poleg fotografskih in duhovniških obveznosti je rad posegal tudi po peresu. Pisal je poezijo in se vključil v narodno prebujanje, med drugim s pesmijo Poziv Gorencem. Kaj pa njegova zapuščina? Imel precej smole v življenju z uveljavljanjem, smole pa tudi z dediščino. Veliko tega je izgubljenega, ali uničenega, ali pa neznano kje. Recimo, Puhar je razstavljal na 3 svetovnih razstavah v Parizu, v Londonu, v New Yorku, ničesar nimamo od tega. Je celo medalje dobival, vidimo iz zapisov, ne? Ampak tega ni. To se je vse porazgubilo, včasih so botrovale nesreče, včasih je nekdo nekje skril, pa ne vem, mogoče naslednji rod ni več vedel, da to obstaja. Tako se je recimo z eno od teh fotografij zgodil, ki so jo hranili v Avknovi, je zginila za dolgo časa, pa se je potem leta 2014 spet pojavila. Tako da za izgubljeno dediščino še vedno upamo, da se bo vsaj kaj od tega našlo. Mogoče imajo pa naši gledalci kakšno, morajo pogledati pod strešje. Ja, prav vse to, kar počnemo s to potujočo razstavo in z vsemi dogodki, glavni namen je pravzaprav ta, ne? No, da smo ponosni nanj, da zvemo o njegovih dosežkih, pa tudi to, ne? Da se mogoče pa še kaj najde. Njegove fotografije danes hranijo v Narodnem muzeju v Ljubljani in Muzeju za arhitekturo in oblikovanje. V kulturni četrti Kranja pa si lahko ogledate njegov spominski muzej, kjer podrobneje spoznate njegovo tehniko, se oblečete v oblačila tistega časa in ustvarite lasten portret na steklu. Več o njem samem pa si lahko do 28. februarja ogledate v cerkvi svetega Urha v Smledniku. Vljudno vabljeni. V Medvoškem baru kulture je literarna sekcija BZ, ki deluje pod okriljem KUD-a Smlednik, že minuli teden ponovno pripravila pogovorni večer z znanim Slovencem. Tokrat z legendarnim igralcem in režiserjem Borisom Kobalom.
Prostor je napolnila živahna energija, še bolj pa glas igralca, ki je svojo priljubljenost zgradil na številnih komičnih vlogah, med najbolj prepoznavnimi ostajajo satirične oddaje TV Popper. Danes tukaj v Medvodah pogovorni večer v Baru kulture. Povejte, kako se je sprehoditi takole pred publiko skozi svoje življenje? Kaj drugače doživljate, ko na glas slišite, ko ga opisuje? V bistvu ga še enkrat podoživljaš, ne? Pa vmes, kot govoriš, skušaš razmišljati, ali je to prav, kar govorim, ali se meni zdi, ali je to točno, ali je tako nekako se sprostiš v to zadevo in govoriš zlahka. Mi ne predstavlja nobenega problema, da bi moral, da bi me frustrirala zadeva, da ne bi želel govoriti. Mislim, te stvari, ki smo se pogovarjali, so tako vsakdanje pravzaprav, ne. So mogoče del vseh, tako da mi ne predstavlja kakšnega problema. Pa je res, da kakšni spomini z leti postanejo bolj živi, da jih bolj živo podoživljate, še posebej tiste male starejše pravijo, da na stara leta pridejo bolj do izraza? Ne vem, če postanejo, sigurno dobiš neko distanco, ne? Ampak glavni problem je, da ko se večkrat zalotim v nek spomin, razmišljam o tem, a je to res bilo tako, ali je to samo stališče, zdaj, ko se to spomnim, da je zdaj bilo tako, ampak ker sem se zalotil enkrat pri nekih datumih, ki so bili meni zelo, recimo, smrt moje none. Jaz sem bil prepričan 60 let, da je umrla leta 68, pa sem ugotovil, da je umrla leta 69. Kako se človek premakne čas in ni več jasne teh med. Ti spomini so zelo varljivi, to hočem reči. Je zelo varljivo, ni nujno, da je tako. Kobal pa je nato obiskovalce popeljal skozi anekdote iz otroštva, igralske poti in zakulisja televizijskih ter gledaliških projektov. Pripovedoval je tudi o tem, kako je nekoč pomagal na svet spraviti telička in kako zelo si je zapomnil ta dogodek. Beseda je tekla tudi o njegovi razpetosti med Trstom in Ljubljano, igralskim poklicem in otroštvu v gledališču, ki ga je infuziralo z igro. Njegov pripovedni slog je kot vedno nasmejal občinstvo, ki je lahko sodelovalo tudi v posebnem kvizu, posvečenem nekaterim najbolj hudomušnim dogodivščinam iz njegove kariere. Kateri so tisti trenutki, ki se jih pa najraje spomnite, ne, da vam nalepijo nasmeh na obraz? Verjetno so kakšne zelo svetle točke v življenju. Seveda so zelo redke in zelo, zelo minljive. Vsa ta med navedencemi slava, ki ti jo lahko da televizija ali pa to gre hitro pozabo. Na tem ne smeš sloneti. To je minljivo tako kot megla. Ostajajo bolj ti človeški odnosi pravzaprav. Tudi taki bolj intimni odnosi ali pa odnosi, spominijo, ko se ti rodijo otroci recimo, kaj takega. To so mogoče tiste točke, na katerih visi tvoje življenje. Vse ostalo je mimogrede in slava je pa sploh neki, pustijo primer. Če je, če ni, tudi v redu. Za dodatno presenečenje je igralec razkril, da sodeluje pri pripravi nove predstave Striček Vanja, ki jo ustvarja skupaj z medvoško gledališko skupino Fofite. Skupaj z igralci na medvoškem odru pripravljamo Strička Vanjo od Čehova. Zelo smo zagnani, zelo lepo je delati z njimi. Se veselim, da delam z amatersko skupino. Kot amater sem začel in kot amater bom končal očitno svojo kariero in to mi je v bistvu v redu, to mi je lepo. Pogovorni večer se je tako zaključil v sproščenem, nasmejanem vzdušju, ki je znova dokazalo, da imajo kulturni dogodki v Medvodah močno podporo in zvesto občinstvo. Knjižnica Medvode že vrsto let skrbi, da otroci vstopajo v svet zgodb skozi pravljične urice, namenjene najmlajšim od 4. leta naprej. Na pustni torek je bil pripovedovalec prav poseben gost, Medvoščan in mladinski pisatelj Ambrož Kvartič, ki je otrokom približal moč besede in domišljije. Knjižnica pa za domišljijo ne skrbi le pri najmlajših, temveč številnimi dogodki, delavnicami in potopisnimi večeri bogati tudi odrasle in družine. Pravljica ni le zgodba za lahko noč, ampak prostor, kjer otrok prvič sreča domišljijo, strah, pogum in upanje. Skozi pripovedovanje se uči poslušati, razumeti in čutiti, hkrati pa bogati besedni zaklad in razvija svojo ustvarjalnost.
Pravljične urice zato niso le prijetno druženje, temveč pomemben del otrokovega razvoja, saj ob zgodbah krepi koncentracijo, spoznava vrednote, kot so prijateljstvo, poštenost in sočutje, ter na varen način predeluje lastna čustva in izkušnje. O tem, kako pomembno je pripovedovanje pravljic, nam je povedal mladinski pisatelj in Medvoščan Ambrož Kvartič. Dokler jim pripovedujemo, dokler jim beremo, dokler jim predstavljamo možnost branja, pripovedovanja in stika z pravljičnim gradivom, takrat smo naredili vse, zato ker potem pravljice naredijo vse same od sebe. Se pravi, predstavijo neke nauke, predstavijo neke življenjske usode, morda kaj se lahko zgodi, učijo empatijo, ker čez vse to gredo liki v pravljicah in ko so otroci s tem v stiku, seveda padajo noter, se poistovetijo s temi liki in ko se poistovetijo s temi liki, grejo čez vse, kar se tem likom tudi v pravljici zgodi. Se pravi, vse lekcije, ki jih liki osvojijo v pravljicah, so tudi lekcije za naslovnike, ki so otroci. Kakšna pa je pri tem vloga staršev? Predvsem tudi gledati, biti v stiku z otrokom na tej ravni, da zaznaš recimo, kaj ga malo bolj pritegne, pa morda v tisto smer malo bolj zaviješ. Ali pa če mu kaj res ni všeč, da pade v neko stisko, da pač greš nekam drugam, se posvetiš kakemu drugemu liku. Se pravi, tudi pripovedovanje in predvsem pripovedovanje je tak dialoški umetniški žanr, kar pomeni, da se pripovedovalec vedno mora odzivati na publiko v dvorani ali pa na nekoga, ki ga ima zvečer v posteli tik pred spanjem. Kar seveda pomeni, da če to upoštevamo, potem bo tudi pripoved lepo stekla, tudi podala nekaj, kar mora podati in nenazadnje ustvarila nekega novega bralca, poslušalca in pripovedovalca nenazadnje. Na pustni torek so se lahko otroci torej našemili tudi v pravljične like. Kakšne zgodbe in like pa ima najraje Kvartič? Jaz imam zelo rad humor, nasplošno. Ne pišem samo pravljic, tudi pesmice predvsem in tam je polno besednih iger in humorja. Zelo rad pa dam svoje like skozi različne, na eni strani smešne, na drugi strani pa je take preizkušnje, da se kar malo zamisliš, kako bo pa to mu uspelo, kako bo pa to premagal in potem, ko mu premaga, je olajšanje še toliko večje. To me kar pritegne, tudi kadar berem dela drugih, ne samo svoje. V knjižnici Medvode pripovedovanje pravljic poteka že vrsto let. Vsak torek ob 17. uri od oktobra do konca maja. Obisk je številčen, od 15 pa tudi do 30 otrok, ki pravljično uro preživijo brez prisotnosti staršev, ti pa jih medtem počakajo v bližini knjižnice. Danes je tukaj Kvartič, drugače pa berete tudi vi knjižničarke, ne? Kako se dogovorite oziroma kakšen tip pravljic tudi pol berete? V bistvu knjižničarke se izmenjujemo, pripovedujemo pravljice, čist tako no. Tipi pravljic so pa tako zelo mešani, od ljudskih do tudi kakšnih avtorskih. V knjižnici pa je prostor prav za vsakega. Lepo vabim tudi na reciklarnico, to je družinska ustvarjalna delavnica, ki poteka vsako drugo sredo v mesecu ob 5. z gospo Barbaro Bališ-Markovič. Vabljene so v bistvu družine, otroci, starši, da skupaj ustvarjajo in se imajo fino. Rada bi povabila tudi vse odrasle na druženje ob knjigi z gospod Cvetko Sokolov. To pa poteka vsako zadnjo sredo v mesecu, 7:30 zvečer. Torej druženje ob knjigi, pogovor. Gostijo tudi potopisna predavanja in številne druge dogodke, s katerimi dokazujejo, da je knjižnica prostor srečevanja, učenja in navdiha za vse generacije. Več o sprotnem dogajanju pa na njihovi spletni strani. V soboto je Ana Marija Lampič na olimpijskih igrah v Cortini nastopila v svoji paradni sprinterski disciplini. Zgrešila je 6 strelov, 3 leže in 3 stoje ter zasedla 78. mesto, kar je bilo daleč pod njenimi pričakovanji. Po tekmi je dejala, da je bilo to dno njene športne kariere, kar je posledica, da je najprej prebolela COVID, nato je prišla nenavadna utrujenost, potem pa je zbolela še za gripo, ki jo je, kot pravi sama, dokončno položila.
Mija Kastelec, članica nordijskega društva Medvode, je pretekli konec tedna na tekmah pokala FES-a na Češkem pritekla 22. in 24. mesto, kar je lep dosežek za tekačico, ki nastopa v konkurenci 2 leti starejših. V nedeljo je strokovni svet panoge smučarski tek glasoval o potnikih za nastop na mladinskem svetovnem prvenstvu na Norveškem v začetku marca, kjer pa ji niso dali zeleno luč za nastop, kar je poznavalce teka na smučeh močno ujezilo. Podmladek nordijskega športnega društva Medvode je na pustno nedeljo tekmoval v avstrijskem Bad Kleinkirchnu, kjer je potekalo zadnje tekmovanje v letošnjem nizu pokala No Border Cup. Medvoščani so znova blesteli in osvojili 5 medalj. Zoja in Žak Meglič, Mila Vernik, Jaka Berdajs so osvojili zlato, Ivana Sitar je bila 3. Tedensko črno kroniko medvoških policistov pričenjamo s poročilom o prometni nesreči v Medvodah, v kateri je bila poškodovana ena oseba. Voznik osebnega avtomobila je odvzel prednost peški, ki je pravilno po prehodu za pešce prečkala vozišče. Povzročitelj je poškodovano peško odpeljal v zdravstveni dom Medvode, kjer so ji nudili prvo pomoč. Vozniku bodo policisti izdali odločbo o prekršku. Na ladji pa je prišlo do nasilja nad dostavljavcem, ki je naročniku na dom pripeljal hrano. Zaradi česa točno je naročnik hrane postal nasilen, policisti sicer ne poročajo. So pa sporočili, da nasilništvo spada med kazniva dejanja, ki ga bo po zaključeni preiskavi prevzelo tožilstvo v Ljubljani. Kljub temu, da v tedenski črni kroniki tokrat ne poročajo o spletnih goljufijah, pa zaradi pogostega gostovanja teh dejanj v črni kroniki še enkrat ponavljamo na pazljivost pri spletnih nakupih in dajanju podatkov o svojih bančnih karticah. Več o delu policistov pa lahko spremljate tudi na Facebook strani Policijske uprave Ljubljana. Prišli smo do konca. Gledali ste četrtkovo informativno oddajo. Prijeten večer vam želim še naprej in seveda nasvidenje do prihodnjega četrtka. Lep pozdrav!